Dobrodošli, dragi prijatelji in prijateljice vašega omiljenega podcasta Zagret za tek. Z vami sem gostitelj Marko Roblek in ta teden v 4. epizodi spregovorimo z zanimivim gostom. Tudi zaradi njega smo malo pohiteli, ima bilo obveznosti. Kljub temu, da je prebolel korono, je že v polnem zagonu, dela, trenira, se ukvarja z vsemi vsakodnevnimi obveznostmi. In 4. epizoda je zato kot nalašč za 4-kratnega prvaka istrskega maratona in tudi večkratnega državnega prvaka. Kmalu, o čem bo danes še govora? Pretresli bomo pretekli vikend in dogodke, ki so se zgodili virtualno ali realno. Pogledali bomo dirke tudi za naprej. Predstavim vam čisto nov format tekaškega tekmovanja, ki nas virtualno čaka. Zelo zanimivo, izvira iz Japonske in je predvsem zaradi korone letos dobil svetovni globalni zagon. Štarta jutri. Vse razložim malo kasneje. Hvale in seveda vabila. Najprej hvala vsem za delitve, za lajke, seveda tudi za naročnike. Zdaj nas je že skoraj 100, oziroma vas je že skoraj 100. Do magične številke, do prve meje nam manjka morda še 1, 2 ali 3 naročniki, tako da klik, razširite glas, da presežemo to našo prvo mejo. Šerajte, lajkajte, naročite se tudi v prihodnje, povejte naprej. Zima bo dolga, zanimivih gostov, lista je vedno daljša. Verjemite mi, vroče bo. Globoka zahvala in priklon vsem tistim, ki ste se odzvali vabilu za donacijo. S temi donacijami bom pomagal vzdrževati ta kanal, nadgraditi kakšno tehnično opremo, povabiti kakšne zanimive goste od blizu ali daleč. Posebna hvala velja pa Klemenu, ki je z izdatnim prispevkom sploh presenetil. Hvala, Klemzi. Legendarno. Tokrat si kar ti sponzor te epizode, upam, da ti bo všeč. Še vedno vabilo, da tudi vi prispevate kak evro in sicer na link paypal.me/zagretzatek. Link bo napisan tudi v opisu epizode. Hvala že vnaprej. Zdaj pa aktualnosti preteklega in prihajajočega tedna. Tekma tedna morda pravi istanbulski maraton, ki se je odvil v nedeljo. Za razliko od preteklih let, ko je na tem veledogodku teklo 20 in več tisoč ljudi, tokrat zgolj omejeno število, mislim, da jih je bilo 4.000, tudi proga nekoliko spremenjena, na štartu v cilju maske in tako naprej. Je pa to, če še ne veste, edini maraton na svetu, ki poteka med 2 celinama, sicer v tem primeru zgolj štart na eni, vse ostalo na drugi, ampak vendarle, v Istanbulu boste štartali na azijskem delu in se čez Bosporsko ožino, kako simbolično tudi za tekače, na 2 nogah podali v Evropo. Na istanbulskem maratonu bi morali biti tudi mi, ampak kot kaže, napademo naslednje leto. Virtualna tekma preteklega vikenda je bržkone kar atenski maraton. V Atenah je virtualno teklo tudi nekaj tisoč ljudi po celem svetu, jasno. Medalja je tam še posebej markantna, sam spomin in simbolika tega maratona pa tudi, tako da poznam vsaj kakšne 3 tekače, ki so se odzvali po vabilu iz Slovenije. Čisto točno pa bojo podatki najbrž prišli še tekom tega tedna. Kaj je tekma, ki prihaja in štarta namreč že jutri? Ekiden, SX Ekiden virtualni tek. Morda beseda, ki ste jo prvič slišali. Kaj je Ekiden? Pravzaprav gre za kakih 100 let staro japonsko tekaško tradicijo. Na Japonskem namreč že desetletja, že več edino pravo tekmovanje, poleg maratona, jasno, šteje
Ekiden. Ekiden je ekipna tekma in sicer različnih razdalj. Popularna je recimo maratonska razdalja, ki jo preteče od 5 pa tudi do 10 tekačev. Vsak odteče določen del te razdalje, vmes si podajo posebno lento, nek tak trak okrog pasu, s katerim ponazarjajo sploh ekipni duh, pa skupinski napor. Essex Ekiden virtualni tek, ki se začne jutri 11. novembra, tako, in traja do 22. novembra, pa vabi v ekipe po 6 tekačev, ki maratonsko razdaljo pretečejo v razdelitvi 3, 5, 2, 10 in 1,72 kilometra. Časi se seveda seštevajo in prav zanimivo videti, kakšen čas bo dosegla recimo najboljša ekipa. Če si predstavljate, da najboljši tečejo krepko pod 3 minute za kilometer na teh razdaljah, bi znali časi pod 2 ure biti kar realnost. Jaz sem sam član 2 ekip, kapetan sem v ekipi Vitezi dobrega teka. Mi smo si zastavili malo bolj skromen cilj, kljub temu, da nismo najbolj hitri, se bomo potrudili in morda to maratonsko razdaljo družno premagali v manj kot 3 urah. Držite pesti za nas. Tek se torej lahko še vedno prijavite, zgor pogooglejte Essex Ekiden Virtual, pa boste najdali prijavno stran. Po zadnjih podatkih, kar sem gledal, je že skoraj 10,000 ekip prijavljenih, torej predstavljate si, če bodo vse popolne, to je že 60,000 tekačev, pa prijavno obdobje še ni končano. To bo definitivno največji virtualni dogodek te sezone. Žal, zaradi omejitev po občinah bržkone v Sloveniji ne bomo tega mogli odteči kot dejansko štafeto na enem kraju v enem dnevu, pač pa bo to virtualno distanco vsak opravil na svojem omiljenem tekaškem poligonu, kjerkoli že, na kakšni trasi. Jaz sam še tuhtam, kje bi si nameril svojih 5 kilometrov, da bodo res hitri. Ampak nič ne de, kljub temu skupinski duh pa ekipni napor tule štejeta, čeprav vsak na svojem koncu in virtualno. Dobrodošli tudi vi, dajmo se pomeriti, morda pa z tega lahko naredimo eno zanimivo novembrsko tekaško preizkušnjo. Preden se posvetimo našemu gostu, še knjiga tedna, jasno. Danes sem izbral prav posebno Nicolasa Nassima Taleba, meni omiljenega avtorja. Knjiga z naslovom Tvegati lastno kožo. Namreč govori o tem, da je prav tveganje lastne kože najboljši filter blefiranja in motor evolucije. Torej, z drugimi besedami, ne se meniti za to, kaj ljudje govorijo, ampak pazite na tisto, kaj oni delajo, ali drugače še, ali bi verjeli prej tekaškemu trenerju, ki vas trenira za maraton, pa jih je 20 že sam odlaufal, ali tistemu, ki ni še nobenega. Tekači smo torej tisti, ki tvegamo lastno kožo vsakič, ko se podamo ven na cesto, v hribe, razmigati, garati. Tekači smo tako kot podjetniki, tako kot obrtniki, za razliko morda od kakšnih akademikov ali pa teoretikov, tisti, ki zastavimo ne samo svojo besedo, ampak tudi svoja dejanja. In tale odlično v kar zajetni debeli knjigi to tudi znanstveno in odlično filozofsko opredeli, tako da priporočam za to zimsko branje, si umislite knjigo Tvegati lastno kožo. Še čist majhna anekdota. Čez vikend sem se podil po hribih bližnjih, izbral sem malo manj obljudene poti, ker je vreme bilo res fantastično in sem sklepal, da bo na tistih bolj popularnih res velik naval. No, in kljub temu sem srečal peščico ostalih pohodnikov, hribolazcev. Na enem od vrhov, kjer sem se ustavil, sem srečal starejšega gospoda,
jih je štev nekaj čez 60, rekel, da je v penzionu že kakšni 2 leti in da v zadnjih 10 letih, ko je začel spoznavati hribe malo bolj, vsak dan obžaluje, da ni že prej v svojih mladih ali pa srednjih letih več sobot in nedelj namesto za delo in za ostale stvari porabil za raziskovanje hribovskih lepot. Da je, kaj bi dal, da bi bil spet 20 let mlajši in da bi se lahko v vseh tistih sobotah, ko sem jih porabil v delavnicah ali pa za računalnikom srečeval takole v hribih. No, toliko, da veste, ali pa tako, kot je napisala ena moja prijateljica na Facebooku, ko je pogledala zjutraj skozi okno. Okna bomo pa pomivali naslednjič, gremo rajš ven. Tako da izkoristite še naslednje lepe dni, kar jih bo. Zima se približuje, ampak splača še zadnje sončne žarke izkoristiti in se podati morda tudi kam više ali dlje. Zdaj pa že čas za našega gosta, že omenjeni ne samo prvak in atlet, med drugim je že 10. leto član atletske reprezentance Slovenske vojske, 15 let že maratonec, odličen vsestranski športnik, zaposlen v Slovenski vojski, človek na mestu, moj dober prijatelj in na vse zadnje tisti, ki je pred kratkim prebolel korono. Spoštovani, spoštovane, z mano je danes Aleš Žontar. Aleš, živjo, kako si kaj? Živjo, malo zmatram po šihtu, ampak bo za preživeta, ne? Praviš, da šihta že, veselo na delo spet. Ja? Ja. Neusmiljeno. Rekreiraš tudi že, ba je? Ja, rekreiram že, saj sem večinoma skozi, sam pač bolj v izi, ne? Tečeš, kolesariš, kva počneš zdaj? Malo sem tudi plezal vmes, kakšna funkcionalna vadba. Zdaj, zadnje čase me moja preganja, da moram še kakšno jogo narediti, ker je v bistvu dobro zame, ker sem ne stretchingiram, ne? Tako da to bi bolj korist, ka škodje. A veš, da sem od stretchinga bral en dober članek, da tekačem prav nič ne koristi, ampak škodi, ampak v tem ne bova zdajle, da Andreja ne bo jezna. Ti kar jogo delaj, pa lahko kakšen posnetek pošlješ za oboževalce. Daj mi povej, a te v teh koronskih časih, ki ovirajo te zaprte občine, ki jih imamo zdaj, a se znajdeš? Laško na srečo velika občina. Laško dosti velika občina, je 197 kvadratnih kilometrov in je več kot dosti poti, da se da preganjati po ne, in z biciklom in peš. Torej, ste slišali, ne? Kdor prej ve, kaj se pripravlja, izbere pravo občino. No, do tega je še prišla. Tudi o koroni bova rekla še kakšno bolj detaljno besedo, ampak če te slučajno kdo v Sloveniji še ne pozna, ne 2-3 tole gledajo morda, ne bi te želel najprej predstaviti Aleša Žontarja, atleta, tekača, uživača na vse zadnje. Jaz sem te spoznal, zdaj bo že 7 let nazaj. To je bilo septembra, ko smo šli na berlinski maraton z busom in ti si se priključil naknadno. Nismo vedeli, kaj lahko pričakujemo človeka, ki je vendarle bil že v reprezentanci, saj vojaški, ampak potem se je izkazalo, da si vse prej kot asket. Mislim, da te je samo Rugalo v enem intervjuju popisal zelo dobro, prav to našo ekspedicijo, on je bil tu zraven, da mi en stavek priobčil, da te je družba, torej mi, zvlekla v nočno življenje, ampak če se jaz kaj spomnim, te ni bilo treba kar nič preveč vleči, si se kar prostovoljno priključil. No, kaj hočem reči, tisti vikend pred maratonom smo kar dobro raziskali kar nekaj lokalov tam po Berlinu. Nedeljo je bil pol maraton, ki si ga neverjetno hitro potem odtekel, kljub temu, da smo ostali še izjutraj jedli lekadole za glavobol, ti pač ne, in odtekel svoj osebni rekord 2:39. Kmalu zatem, kakšen mesec, si bi že v Ljubljani na državnem prvenstvu
maraton na stopničkah, če se ne motim. Res je, ja. Daj mi ti povej, ne? Jaz prej nisem spremljal tvoje kariere, tudi nisem te tako dobro poznal, niti kot tekača, niti kot atleta, ampak tam si pol tisto sezono si pol eksplodiral, naslednjo še bolj. Kaj je botrovalo preboju na sceni pri tebi takrat tista leta? Bil si vendarle star ravno dobrih 30. Povej, trening, so se zvezde poklopile? Ne, to mislim, da je bil kar del v bistvu dolgotrajnega procesa, ne? Ker jaz sem prvi maraton pretekel 2006, takrat sicer z pač zdaj mizernim časom zame. Ne? No, koliko si tekel? Ajde, povej za nas, navadne smrtnike. 2:43, pa še neki. Je bil neto čas, s tem, da so bili krči taki od 32. naprej, da sem komi prilezel do cilja. Da jo ponudi, 2:43. Ne, pardon, 3:43. No, sej. 3:43, ja. No, skoraj si mi zaletel, ja, ker si rekel z mizernim časom. Ja. Sem rekel, bo kar zaključila, ker povetle se res nima kaj več od teka zgovarjati. Ampak 3:43, ja. Ja, to je bilo v bistvu 3 dni, preden sem se priključil slovenski vojski, pač preden sem prišel v njihove vrste. Aha. Pol premal treninga, nisem niti vedel, kaj me čaka. Tam sem odlaupal po mojih koncih, bivših 21, in sem rekel, ok, se to je pa 2-krat toliko, to pa se ni tako hudo. Ne. Se veš, to vsi, ki so pretekli maraton, vejo, koliko zmoteno razmišljanje je to. Ne. Aha. Pol sem pa v bistvu nekje v vojski šel na misijo 2008-2009, čez zimo. Tam je bilo pač opis nalog je bil tak, da smo imeli na mestu tudi, ne vem, 4-urne pripravljenosti in smo dejansko bili po 7 dni zapored v bazi in smo čakali, če bi bilo slučajno treba aktivirati, in v tem času sem imel več časa zase in sem pač več tekel. In pol še tako naprej, ne. Čeprav sem si po prvem maratonu rekel, da pač ne bom tekel nobenega maratona več. Pol sem v okviru službe, pač so bile, ne vem, Radenci, Logarska dolina, Ljubljanski maraton in sem pač postopoma napredoval, ne. Pol sem prišel 2011 v vojaško reprezentanco atletsko, tam sem se spoznal sploh s konceptom dela za maraton, tako da potem je šla pa kariera počas, oziroma rezultati so šli počas nagor. Ampak, kot si rekel, ne, to je trajalo, se pravi, od 2006, ko sem prvega odtekel, sem jih sigurno pretekel do 2013, da sem prišel na 3. mesto na državnemu v maratonu v Ljubljani, jih je bilo sigurno maratonov že po moje 15, če ne 20 za mano. Tako da v bistvu nisem bil čisti amater, ko sem prišel tja. No in po tisti sezoni 2013 je bila potem sezona 2014, takrat si tekel spomlad najprej v Barceloni, pa pol v Istri, če se ne motim, prvi nastop, prva zmaga, pa pol v Radencih, državni naslov, a je tako? A je bilo Ne, to? Takrat še ne. Takrat je bilo drugo mesto. Kaj se hotel izpostaviti? Spomladi 2014 bil tako vroč, da si se meji 2:30 približal na borih 42 sekund. Mi smo pobirali že stave takrat, kdaj, na kateri dirki naslednji bo Žontar šel pod 2:30, ker to pa pol loči fantke od moških, ampak kaj se je pa zgodilo? Kako da nisi pregrizel še do te magične meje, recimo, vemo, da je na tem nivoju najbrž vsaka sekunda krvavo prigarana, ampak vseeno, ne, tako blizu, pa vendarle. Kaj se je zgodilo? Ja, pač vse se mora poklopiti. Na tisti let se je pač dobra baza poklopila. Tudi službo smo imeli kar nekaj priprav zimskih, se rečemo, na turnih smučah, ko smo šli za neko tekmovanje v Italiji, v Sestriere smo šli in smo v bistvu bili dosti na pokluki čez zimo, prvič na višini, drugič smo tudi dolgotrajne treninge delali, se pravi, s turnimi smučami smo hodili po 3-4 ure gor po pokluki pa okoli. Poleg tega sem pa še tekel. No. Dejansko se je pač vse poklopilo, ogromna baza, tudi pol na spomladanskem delu, vem, da sem zelo veliko delal v bistvu na, ne vem, tekel po hribih gor dol, sicer ne prav v gorah, se pravi po okoliških hribih, okoli mojega domačega kraja, ampak to je tako izgledalo. Ni bilo nobenega intervala praktično, pač dol sem šel hitro, gor sem pa probal še hitrejš priti, pač, kakor se le dal, sem pač v hrib gor navil. Okay. In dejansko so bili to intervali konc konca. In tudi ko se je pol proga prevesla dol, kakšen 2-3% klanj, to je šlo pač, ne vem, 3:15, 3:20 po kilometru. Nisem bil pa po mojem tisti let maksimalno 3-krat na štadionu, pa še to verjetno zaradi tega, ker sem v okviru priprav reprezentance atletske
vojaške, so me poslali, mislim, smo bili v Vajšovci in smo šli zaradi tega na štadionu v Gorico. Drugače verjetno sploh ne bi hodil na štadion. Nobenih intervalov, kilometrov, nič tega. No, sem še vse nekaj kilometrov si pa vseeno pravil z višinci vred. No, ti praviš torej, ne, če te prav razumem, da tebi niso pomagali stadionski krogi pa intervalni teki, ampak prej ko neki fartleki v klanec. Ja, tako nekako. Pa rečemo, tudi dosti je bilo vaj za moč, ne? Takrat vem, da sem prav konkretno delal, ne vem, vaje za jedro, se pravi razni plenki pa trebušnjaki. Pa sklece, ne? Pač to, v vojski to delamo in to se nekako prime pol, ne? Tako da tega je bilo kar nekaj, no. No, tle si recimo na zanimivo temo načel, ker vsi, ki te poznamo, ali pa tudi tisti, ki te ne, no, pa te spremljajo kot atleta, vedo, da si vse prej kot tipične tekaške postave, ne? Kdor bi te prvič srečal, bi prej rekel, da si kakšen rokoborc ali pa drvar, ker vendarle si te nekaj skup, predvsem tvoje jedro, ki pi od mišic, zgornji del telesa je vse prej kot tisti tipično asteničen, rahlo rahitičen, suhljati maratonec. Daj mi povej, ali te mišice, zdajle si omenil, da si ogromno sklec delal, pa ogromno vaj za jedro, pa da ti je to dejansko pomagalo pri maratonskih časih. Trdiš torej, da bi tudi tekači nasploh morali skrbeti za moč, za močne jedrne mišice, za ta segment treninga in ne samo za kilometre, pa za intervale, pa za višince na vse zadnje. Ja, jaz to siguren mislim, da je tako. Zaradi tega, ker v bistvu, če sam po logiki pogledaš, če imaš ti, sami vemo, da se v bistvu usedemo, nekje, ker rata jo noge utrujene, se v bistvu usedemo, ne, zmanjšamo korak, začnemo se bolj naprej nagibati, ker spet posledično še bolj zmanjšamo korak, se pravi, če imaš ti močno jedro, si lahko v pokončnem položaju, posledično z daljšim korakom dlje časa, ne, ker posledično na koncu pomeni tudi hitrejši čas končni, ne, ker v bistvu je to nekako vse pogojeno eno z drugim, ne, krajši korak bolj počas, daljši korak hitrejši, sploh če si pokončnem stanju, ne. Plus to, da v bistvu tudi na koncu rečemo, ko si reži face utrujen, se verjetno tudi z rokami lahko marsikaj izleče ven. Ko rečemo, šprinterji v bistvu z rokami ful delajo. Ne? Zakaj ne bi maratonci na koncu? Ne? Ok, ni čist primerljivo, ampak nekaj logike je tudi v temu. Ne? No, zakaj pa ne, drage dame in gospodje, zapišite si tole, morda kakšna skleca, kakšen počep, kakšen plenk čez zimo ne bo odveč, zato da spomladi, ko se korona umakne, na tekaških tekmovanjih pokažemo tisto, kar imamo, pa znamo. Zanimivo izhodišča, ja, ker bolj ko prebiram pod strokovno literaturo, bolj sem na trenutke tudi zbegan, ker glavno pravilo vseh pravil je, da ni pravil, nekaterim pomaga, tako kot si rekel, klanci, drugim šprinti okrog štadiona, tretjim, dam rekel, skoraj da ne kavč, ampak so naravno talentirani. Daj mi vsem povej, koliko kilometrov pa vse naklepal si, recimo v najboljših časih na teden, kljub vsemu, da si se pripravljal za maratone okrog 2 ur pa pol. To seveda ni bilo 50 km, to je bilo 100 in več, ali kako? Ja, mislim, da v najboljših časih sem prišel nekje do 400 km na mesec. Ne. Se pravi, mogoče 400 do 450, in mislim, da sem enkrat presegel 500. Tako. Ampak to je bilo pa zveri v bistvu nekako 120 km na teden, max, pa verjetno vse nekih, verjetno jurja pa pol, 2 jurja višincev. Ne. Tako da v bistvu je bilo mogoče količina po kilometru manjša, ampak je bilo pa časovno približno verjetno primerljiv, kot če bi šel po ravnini teč, ne vem, z 500-600 km na mesec. Ne. Tako da, tako nekako je bilo. No. Zanimivo, enkrat sem poslušal intervju z enim od naših boljših maratoncev, ki je dejal, da v klanec pa on ne bo nikoli tekel, oziroma vsaj ne kar časa bo aktiven na cesti, zaradi tega, ker mu bo klanec preveč skrajšal korak, pa preveč vzel hitrost. Ne. Zdaj ti trdiš ravno nasprotno, kar se mi zdi
mogoče tudi tema za razdelati. Če so že pri tem zdaj govorijo že nekaj časa, pa daj mi še povej, kako bi ti odgovoril recimo eno takmu atletu, ki se lih preč izogiba višinskih metrov. Ja, je res, da vsak posameznik je v bistvu neka celota zase. Se pravi, enim ustrezajo krajši, hitrejši treningi, enim ustrezajo daljši, bolj počasni. Eni morajo imeti ogromno kilometrino, veliko daljših tekov, se pravi, vem, da nekateri delajo vsak vikend neko dolžino. Ne vem, pač se pravi, to je vse od posameznika. Jaz mislim, da načeloma, če bi vključil 2-krat na teden nek tek v hrib, ali pa mogoče celo šprinte v hrib, ali pa intervale, ali pa fartlek, da to sigurno nobenemu ne škodi. Ker konec koncev tukaj dobiš v bistvu moč. To je za moč, kar pa dvomam, da veliko tekačev delajo, tako kot si prej omenil, počepe, ne vem, izpadne korake, kakšne poskoke. Ja, med rekreativci res je malo, ki to počnemo, no, sam se ne štejem med njih, mogoče bom zdaj, me boš ti navdušil. Posebej na koncu, ko vas lekla majice pa primerjala muskulaturo. Ja. Če bi, zdaj si star 38 let, gotovo imaš še kakšno manjšo ambicijo, tudi v maratonu, morda 3 državne naslove imaš kot vem, ali je tako? Ja. Ja, 4. bi lahko še dodal temu, ali kako? Ja, vse veš, možnosti je zmeri dosti. Vse je odvisno od konkurence pa od same pripravljenosti. Če so zvezde naklonjene, ne gre, in če ne. A meniš, da se še lahko v življenju spustiš po 2 uri pa pol na maratonu, če bi res se vse poklopili, če bi dobro treniral, če bi, ne vem kaj, zaužil ta eliksir mladosti spet? Ja, po mojem, da bi se še dali. Ja. Samo vprašanje je, koliko je volje, pa koliko je v bistvu, koliko sem še pripravljen se odreči v bistvu temu cilju. Ne. Se mi zdi, da letos je ta korona pokazala dobro, da je v bistvu dosti časa še za vse druge športe, pa v bistvu nisi obremenjen z nobenemu nekmu intervalnem treningu, ali pa ne vem, danes pa ne sme imeti neki v hrib, zaradi tega, ker imam jutri, ne vem, hitrost v planu ali pa kakorkoli. Tako da vprašanje je, koliko sem pri teh letih še pripravljen se odrekati zdaj za nek cilj, ker pa ni nujno, da je dosegljiv. Jaz mislim, da je, ampak ni pa 100%. Te pravi, Aleš Žontar še ni rekel zadnje besede, dajmo še kakšno sezono počakati, posebej, če mogoče ostali fantje na maratonski sceni ne bodo pokazali rezultatov, pa te bo to zdražilo, da boš rekel, no fantje, še enkrat vam pokažem, kako se stvari streže. Večkrat si že povedal, napisal tudi, da bi se po končani maratonski karieri rad podal na daljše distance, na kakšne hribovske ultre, celo špartatlon se nekje omenjal. To imaš dejansko še nekje v možganih zapisano. Ja, to je sigurno še vse odprta knjiga. Ne? Je pa tudi opcija, ne vem, kolesarjenje. Ne? Pač, ne vem, jaz sem včasih gorsko kolesaril, preden sem začel teči. Se pravi, dolga leta sem bil na gorskem biciklu. In v bistvu letos sem zdaj pač zaradi same situacije tudi specialko prevozil 100 kilometrov, ki jih verjetno nisem še nikoli. Ne? Ok, z najboljšimi ne bi bil konkurenčen, ampak mislim, da tudi tukaj v amaterski sceni bi se še dal malo pomešati kakšno zadevo, vrh gor. Če bi šli na Stravo gledati, pa malo primerjati kakšne pretendente, bi se organizirali kakšno tekmo, bi se Aleš Žontar z veseljem umešal med kakšne... To bi, no, mogoče sem za hrib gor mečkam pretežek za te pač prav ultralight kolesarje, ki je kar nekaj po Sloveniji, ampak za hrib dol sem pa kar strupen. Spuščil sem se pa zmeraj v redu. Fantje, slište, to, da boste vedeli. Žontar ni odpisan ne v maratonu, ne v kolesarjenju, v spustih še najmanj. No, če so že pri ultrah, sem si se že poskušal na daljših razdaljah, tekel si Celje Logarska, tudi najdaljšo. A si to tekel sam enkrat? Ja, to sem tekel tisto leto, ki si prej omenil, 2014, ko sem bil najbolj pripravljen. To sem tekel pač prvič, pa zadnjič, pol nekako ni bilo prilike ali pa želje še enkrat iti. Marsikdo bi šel tudi na tako dirko sam enkrat, če bi na njej zmagal, tako kot si ti. Ampak bilo pa zanimiv razplet, kot smo spremljali tisto tekmo. Mislim, da si dolg časa vodil, oziroma ste se trije izmenjavali v vodstvu.
Na koncu pa zelo zanimivo, ker na ultra tekmah ni ravno navada, ste vsi trije z ramo prišli v cilj, potem so se debate raznemale na forumih, zakaj temu tako, zakaj se niste pač pomerili, ko pravi atleti, kdo je pač močnejši v šprintu. Kaj se je takrat zgodilo? Daj to zgodbo, ki je bila zelo zanimiva in zelo burla duhove med tekači, zakaj ste se na koncu v bistvu družno podali v cilj, ne pa dejansko pomerili za lovoriko, za zmago? Ja, takrat v bistvu, jaz sem bil prvič na taki razdalji, jaz nisem od štarta naprej vedel, kaj pričakovati. Bilo nas je ena skupina, po moje, kar enih 7-8, ki ne se štartali iz Celja skupaj. Pač potem so odpadali eden pa po eden, ampak mislim, da smo nekje od Lubanga ostali sami. Hajdinjak, pa Senica, pa jaz. In pač celo tekmo smo tekli skupino. In pol je ne kdo, mislim, da je lih Hajdinjak omenil, da kaj bomo zdaj naredili, na 5 km pred cilj. Pa je rekel, pa je ti naprej, Žondar, ti si najbolj svež. Pa sem jaz rekel, ali pa še zato mislim, da celo v Lučah. Mislim, da je ta debata prišla celo v Lučah že, se pravi 17 km do cilja. Pa ti naprej, ti si najbolj svež videti. Sem rekel, jaz sem prvič na taki razdalji, mene lahko pol tako odreže, da ne bom niti do cilja prišel. Ne. Pa prav sem rekel, pa ti Senica, pa Hajdinjak vidim, imata več izkušenj, pejte naprej. Pa meni ni hotel neki preveč naprej se je šopirati. Pa smo šli pa skupaj in pol zadnje 2-3 km spet debata. Ja, kdo bo pa zdaj šel? Ne? Sem rekel, zdaj, če smo vsem skupaj prši posenčarjemo do cilja skupaj. Ne? V bistvu ne gre nekaj za tukaj, za neke milijarde, pa nekaj sem rekel. Pač gremo skupaj, fajn smo se imeli, druga družba, klepetali smo. Utrujeni smo bili pa tudi, tako da po mojem niti noben ni hotel riskirati, da bi ga kdo ali prehitil pol še enkrat, ali pa da bi si kakšno mišico na trgu za brez veze. Pa smo šli v cilj skupaj. Če ne bi poznal tistega vašega fenomenalnega časa v cilju, bi rekel, da ste bili utrujeni od vsega tega pogovarjanja, bolj kot teka, ker ste se res veliko pogovarjali. Ampak bilo je zanimivo, mogoče precedens na tekih, ko se je pokazalo, da ni vse samo gola tekmovalnost, posebej ne pri rekreaciji, tako da to je bilo zelo lepa gesta. Rekel, ampak če so že pri gestah, pred nekaj leti je tvoj oziroma naš skupni prijatelj Borut, tekač po srcu in duši, resno zbolel za rakom in ti si bil tisti, ki je takrat zaštartal akcijo, začel zbirati sredstva. On je imel cel kup stroškov tudi z zdravljenjem pa z ostalimi obveznostmi. Ti si bil tisti, ki je pognal motor, nabral kar lepo vsoto sredstev, odziv je bil res dober. Daj mi povej, kako da si se takrat odločil za to akcijo, ki je bila res plemenita, vsi smo z veseljem pristopili zraven, bili hvaležni, da se je nekdo to spomnil, kako da si prišel na to idejo? V bistvu je en moj kolega, se pravi moj sodelavec, Miha Prijatelj, je rekel, da ga je Borut kontaktiral glede neke ure, pač, ki je imel Miha, jo je prodajal. Pa je pač Miha mi rekel, da kaj pa, če bi mu mi zbrali sredstva za uro. In pač najprej sem šel s tem namenom v bistvu akcijo, da bi nabrali sredstva za uro, ampak v tistem času, ko sem jaz tolih začel, se je pa spremenila diagnoza. Je bilo precej hujše, smo najprej mislili, tako da sem malo spremenil pač dopisni tekst na Facebooku, pa pač se je šlo samo za zbiranje sredstva za pomoč, da v bistvu model dolga nekako, oziroma pač problemov, ki jih je imel na vidiku financ, da mu vsaj ta del skrbi damo dol iz grbe. Ker se veš, če je v bistvu že si treba zdraviti z rakom, je verjetno vsaka stvar, ki jo lahko daš na stran, glede vsako skrb, je siguren pripomore k končnemu rezultatu. Tako da, se je pa tako začelo. In res odziv je bil res, tekaška srednja še enkrat pokazala, da ima zelo veliko srce. No, ampak vedno je potreben kdo, ki požene to v tek in tle, v tem primeru zbil ti, tako da mislim, da kapo dol, manjka se recimo takih akcij, pa takih ljudi, ki bi to zaznali in dokazali pač vsem nam skrb, da znamo tudi tekači en za drugega stopiti skupaj. No in zdaj, če smo že pri boleznih, no, mimogrede Boruta sem srečal par mesecev nazaj na enem teku, enem redkih tekov, ki je bil letos organiziran,
Se kar drži, borba, mislim, da ima bolezen v remisiji, tako da Borut, drž se. No, bi še jaz nekaj pripomnil. No, v bistvu je tudi Borut je, rečemo, ko sem se jaz selil pod nanos, mi tudi zelo dostakrat prišel nesebično pomagati, ne vem, ponočni, prednočno, ko sem rabil pač pomoč, ne vem, fizično, kakorkoli, in je res se izkazal, da je res ta prav prijatelj. No. Tako da tudi zaradi tega res za tega človeka ni težko nič narediti. Lepo povedano, lepo povedano. No, že sva pri bolezni, tvoji bolezni, o kateri bi tudi rad spregovoril s tabo, smo v času korone, ki je bila spomladi še, tam rekel, dokaj abstraktna, zdaj ni več, no zdaj pa že praktično vsak pozna koga, ki je zbolel ali pa je že sam fasal ta virus. Veliko ljudi zdaj že poznam, ampak ti si pa eden tistih, ki sem ga bolj podrobno spremljal, ker od začetka sva govorila, si povedal, da si okužen, sem rekel, no zdaj pa da vidimo, kako bo Žontar, eden bolj pripravljenih ljudi, kar jih poznam v Sloveniji, preborbal ta nesrečen virus. Še vedno, še dan danes slišim marsikoga, ki malo odmahne z roko pa tako naprej, pa reče, vse skupaj je malo bolj težka gripa ali pa še to ne. No zdaj ti prosim povej za naše tekaško poslušalstvo, ne? Človek, ki je prelaufal maraton 2 ure pa pol, ki je fizično pripravljen ko žival v narekovajih, stakne in takle virusek in obleži. Kaj se je zgodilo? Ja, prvo je treba povedati, da s tisti teden v bistvu, ko sem pač jaz to očitno nekako staknil, ne, smo imeli teren, službo v Divači, tam je bilo vse od res hudih nalivov do vetra, se pravi prav ta prave burje, tako da je bilo že verjetno to ena okoliščina. Druga je bila sigurno tudi to, da smo 2 dni imeli tisti teden neke nočne scenarije in smo šli 2-krat ven, smo spali in tudi zunaj v bivakih, mogoče 3-4 ure, pa naslednjo noč spet, smo spali pač v normalnih šotorih. Pa še športali smo, ne, čez dan, pol iz noči, ko sem prišel, sem šel za 2 urice spati in sem še dodatno izčrpaval telo. Ne. To verjetno je sigurno, posledica je bila sigurno to, da je bil imunski sistem načetna. In verjetno je pač tudi zaradi tega virus sploh prišel do izraza. Verjetno, lahko pa tudi ne. Glede na to, koliko je očitno okužen, glede na to, da smo bili v šotorih po 6, se pravi 42 kvadratov šotor, 6 ljudi noter, maske načeloma v vseh postrojih, tudi ko smo šli v jedilnico, si mogel iz masko noter, skužati roke, se usesti pač na neko razdaljo in šele, ko si se usedel, pa imel hrano pred sabo, si da lahko masko dol, da si lahko jedel. Tako da v bistvu vsi skeptiki, ki pravijo, da ja, pa ste bili šotori skupaj, pa bla, bla, bla. Ja, sej smo bili, ja. Sam je bil šotor tako velik, da načeloma ne bi smeli priti do stika. No. Ampak izpostavljenost je pa bila vendarle malo večja, kot pa recimo med ljudmi, ki se mimogrede srečajo za par minut čez dan. Ste bili vendarle v gručah, v zaprtih prostorih in tako naprej. Sigurno, v avtomobilih smo pač v nekih specialnih vozilih smo se vozili po 3. Tako da tukaj je bilo kabina, se pravi, tam je virus verjetno sigurno lažje krožil, kot pa kje druge. Koliko tvojih sovojakov je zboleli z te tvoje enote, pol rečemo v tem času, ko si bil ti bolan ali pa malo prej, malo kasneje? V bistvu nas je zbolelo 8, od 17 je bilo proti tistih ožjih, ki smo bili skupaj. Polovica. Ne, prav tistih res ožjih so vsi zboleli. Aha, ste kar vsi. Razen 2, ki sta šla predčasno domov. En zaradi tega, ker je mogel iti v samoizolacijo, pa ta drug, ker je pač se počutil slabo, pa izgleda pač imel sam prehlad zelo močen in je šel domov. Oziroma je imel neko vročino, tresel ga je, sam pač pol, kaj šel na test, ni bil kužen. Tako da vsi praktično. Razen enega, eden pa znaj imel tako močen imunski sistem ali pač je bil naravno imun. Se pravi, nisem zdravnik, jaz sem spoznal na to, tako da načeloma pa praktično vsi. Kakšne simptome si ti imel in koliko časa so trajali? No? To je recimo najbolj zanimivo. Kakšne težave si imel vmes? Ja, v četrtek zvečer sem prišel s teka, me je že začel tresti, ne. Sam pač sem mislil, ok, pač neprespan, utrujen, zunaj je bilo hladno, mogoče se bom malo prešvican, kakšno par minut, preden se že potuš. Dobro, sem rekel, vrem potuš, se zavlečemo v spalko, se bo zjutraj boljše. Ja, zjutraj je bilo isto, se pač čist utrujen,
kot da bi imel neko gripo, vročino, kakorkoli, nima veze. Potem sem nekako tisto službo še pregural in ko sem prišel domov, sem bil res že kar precej bogi. Sem zmeral vročino, je bilo 38,5. Plus to, da je bil glavobol prisoten. To sem pač, nekako sem pripisoval temu, da je pač dol toliko pihal in da je mi mogoče napihal sinusa. Se pravi, to je bil petek, sobota vročina 37,4, glavobol še zmer, na trenutek tudi slabost, tudi v petek je bila že slabost, kar narahlo slabo, ne lih za to, da bi šel bruhat, ampak pač slabost. Pol nedeljo je bilo sam še utrujenost, vročine ni bilo več, počutek je bil malenkost boljši, pa se veš, športnik si reče, ok, zdaj pa počasi bo šlo na boljše. Ampak je pa sledila postopna izguba vonja, se pravi, zmeri manj okusa, zmeri manj vonja. V ponedeljek spet vročine ni bilo, vonja praktično skoraj ni bilo več, okusa tudi ne. In si človek reče, se danes pa mogoče, se pa že boljš počutim, in sem probal iti na trenažer za pol urce. Sicer sem si dal limito, puls do 90, nekako sem imel, mislim, da povprečje v pol ure 84. Nekateri bojo spet tukaj zdaj skominili z ramenina, pa zastriga z ušesi, zakaj sem pa mogel iti na trenažer, ampak vsi športniki vemo, da kakor si malo boljš, greš probat. Nekako, mislim, da marsikdo doma po stopnicah višji puls, če ne v drug ali pa tretji nadstropje, ker sem ga imel znač na trenažerju. Ampak je temu sledil naslednji dan taka utrujenost, da sem po moje pol dneva rabo, da sem šel pomit posodo, tako da sem dejansko sam preležal. Pol pa skozi tako nekako 6., 7. dan in naprej sem probal svet malo na trenažer, ampak spred minimalne pulze, minimalna obremenitev. Se pravi, nekje do 15. dne skozi konstantno. Karkoli sem naredil, utrujenost precej hujša, kot po kjerkoli gripi. Tako da v bistvu tako bilo nekako najbolj zaznan. Je pa res, da se je pa počasi začel vračati okus, počasi se je začel vračati von. Je pa pol še zmeraj trajalo to, kar nekaj dobre 3 tedne, slabe 4 skoraj, da je pač prišel do tista utrujenost, da je mogoče počasi izvenela. Se pravi, zdaj že 4 tedne, odkar si v bistvu zbolel. Kako bi ocenil zdaj trenutno svoje stanje zdravstveno in stanje pripravljenosti, če bi ga primerjal s pred časom 1 meseca nazaj? Kje si, na kakšnih procentih, recimo? Stanje zdravstveno je verjetno tam nekje 90%, še zmeraj ni 100%, še zmeraj sem preveč utrujen. Tudi spal sem, to sem pozabil omeniti, spal sem po 10, 11, če sem imel kakšno aktivnost fizično, lahko tudi še več kot 11 ur na dan, čas dan, kakšno uro. Zdaj, kar se tiče pa fizične pripravljenosti, pa mislim, da glede to, da v tem času nisem mogel nekaj fejst trenirati, pa da tudi prej v bistvu letos nisem bil nekaj na tekmovalni ravni, verjetno nekaj 20% ali pa 130 sigurno vzel. Ampak počasi se vračam. Tako da ni, se pravim, je pa čisto odvisen od posameznika, kako se v bistvu odzove na sam virus COVID. No, ampak recimo, da bi ta virus primerjal z ostalimi virozami ali pa gripami ali pa celo pljučnicami, če si kdaj imel, kam bi ga uvrstil? To vendarle je hujša stvar, te je bolj podrl vse skupaj. Siguren, pri gripi je mogoče res samo to, da prvi teden preležiš ali pa prvih 5 dni, kolikor pač rabiš, da vročina pade, pa mogoče že ta drugi teden ali pa ne vem, potismo začneš počasi spet lahko na sprehode, pa mogoče po 10 dneh malo potečeš. Ampak rečemo, po 14 dneh lahko ti delaš skoraj normalno. Po 4 tednih sigurno ne boš vedel, da je še kakšna posledica. Ker pomeni, da je z tega vidika je bilo pri meni sigurno precej hujše kot od navadne gripe. Prav tako je bilo pri Andreji. Tvoja partnerica je ravno tako seveda dobila pol bolezen in simptome ste imeli zelo podobne, drži? Ja, za razliko od mene je Andreja v bistvu dobila precej močen suh kašelj, tako da v bistvu njej pa zgleda šlo na zgornji del dihal. In je to še kar nekaj časa trajalo. In je imela občutek, ko je šla z mano, rečemo, v kakšen hrib, kakor da v bistvu ji manjka sape, kada nima kisika, kada pač jo duši. Pljuča torej, ja. Je bilo pa isto, edino ni imela vročine, listko je bilo brez okusa, brez vonja, pa utrujenost nenormalna. Je rekla tudi, ko je imela meningitis, da še ni bila nikoli tako utrujena. Pač meningitis se pocajto in pol gremo dalje. Zanimivo, se pravi, hujša utrujenost kot v meningitisu, ki je pa
ravno tako resna, smrtno nevarna bolezen, pravzaprav. Vnetje možganske opne. Ne? Ja, pač sam tisto, ki se zdrav, in ki se pozdrav, pač izveni. Ne. Tukaj pa se pravi, se mi zdi, da vse skupaj je precej bolj dolgotrajno. A imaš kakšna zdravniška navodila ali pa neka splošna priporočila, kako zdaj se tega lotevati? Imaš še kakšne preglede, morda testiranja, kakšen nadzor tvojega zdravstvenega stanja? Ja, prejšnji četrtek, ko sem prišel v službo, so nas testirali, pač ko sem na letu. So v bistvu celo četo testirali, verjetno, da bi videli, kako bo za naprej, z delom v enot. Samo jaz pa še enkrat pozitivno. Ostali, ki so tudi imeli pač COVID, so bili negativni, mi so bila pozitivna. Zdaj, zakaj temu tako niso povedali, so nam pa načeloma rekli, da 3 mesece ne bi bila kužna oziroma se ne bi mogla okužiti. Samo to je spet po nekih teorijah. Trenutni znanosti. 100% tako je, kar vejo o COVID-u. Ki jo imamo. No, v svoji izkušnji si pisal tudi na Facebooku, si pač tudi dosti aktiven na tem socialnem omrežju, dobil si ogromno odzivov, mislim, da vsaj 500 delitev ali nekaj takega, ogromno komentarjev, večinoma so bili prizanesljivi, ne pa tudi vsi. Kakšne občutke imaš zdaj ob tem, da si se javno izpostavil? No, vsi smo pozdravili to, da je pač eden od vidnih članov tekaške scene, influencer, če ti lahko tako rečem, znano ime in obraz, pač se je izpostavil na ta način. Dobil se ne boš tudi veliko zasebnih sporočil, vprašanj in tako naprej. Kako se ti zdi, da je vse pod črto? Bi pač to še enkrat naredil? So bile izkušnje slabe, dobre, mešane? Kako bi to ocenil? Mislim, to bi še enkrat, ker pač jaz lahko vsakmu pogledam v obraz, povem, kako čutim. Jaz nisem neki nakladal, pa imel nekih v zadju nekih namenov oziroma interesov. Tako da tukaj jaz to komu naredim še enkrat. Je pa res, da me malo mogoče presenetilo, ko imamo Slovenci zelo dobro žal v teh medijih. Tako da ne vem zakaj. Vse lahko napišeš na lep način, da se ne strinjaš. Ali pa pač si misli napišeš, ali pa ne napišeš. Ne vem, zakaj treba zmeri žaljiv ton za zraven. Sam to mislim, da sem gledal, ko spremljam še kakšne druge objave koga drugega ali pa komentarje, mislim, da je kar slovenska. Da nismo selektivni pri tem, ko je treba ostro in žaljivo komentirati katerikoli temo, ki pride na dnevni red. Ja. Sam je pa tudi odvisen. Je pa odvisen od same teme, pa je pa res, da tudi zdaj so težki časi. Marsikdo je zaradi tega izgubil službo, jo bo še izgubil, ali pa na čakanju, pač toliko manj prihodkov, imajo več dela z otroci. Tako da verjetno je to vse, pa te omejitve, mogoče se nekaterim zdijo nesmiselne sami ukrepi. Tako da pač verjetno, če to vse zaviješ skupaj v en bazen, vržeš noter, zaradi tega verjetno prije še bolj takih sočnih žaljivk gor po Facebooku, po ostalih komentarjih. So pač bolj nervozni, jaz se strinjam. No, ampak ti si znan po tem, da znaš zapisati kakšen daljši sestavek brez dlake na jeziku, znaš artikulirati svoje misli, znaš izpostaviti problematiko, znan si tudi kot kritik, recimo, športnih funkcionarjev in krovnih zvez, ki se z slovenskimi tekači premalo ukvarjajo oziroma jih premalo podpirajo, posebej na večjih organiziranih prireditvah, kjer se finančne nagrade in kolači delijo predvidoma. Pa predvsem tujim tekačem, kakšno misel še okrog tega? Ja, jaz sigurno podpiram to, da se v bistvu bi slovenske tekače malo več vlagali, sploh na dolgih progah imamo, mislim, v zadnjih letih kar konkretno krizo. Sploh, če gledamo, da že ne vem, koliko časa tekač slovenski šel od 30 minut 10 kilometrov. To je pač neka osnovna norma. Se pa dobro odlaufan polmaraton ali pa maraton. Neko izhodišče. Dejstvo je temu, da če bo dajali samo za tuje tekače, pa je na naše tekme, se pravi, primer je dober ljubljanski maraton, ker je verjetno kar en del sponzorskega denarja od teh sponzorjev, ali Volkswagen oziroma pač ne vem, kdo bo zdaj na zadnje. Gre za tuje tekače, za slovenske pa praktično se grebejo za drobtince. In potem so še vsi žaljeni, zakaj najboljši slovenski tekači ne pride na domače tekme. Jaz sem siguren,
100% prepričan, da če bi dal, ne vem, vsaj 5 jurjev za prvega Slovenca, bi bili verjetno vsi najboljši tekači. Od Kobeta, ki je bil nešanovan, Puharja, ne vem, verjetno bi se še kakšen iz pokoja mogoče celo najde na štartni listi. Dokler po temu Ja, tako je. Za 5 jurjev, ja, da če ne še jaz trenirati, ja, če se bo hecal. Premalo se na sceno. Je tudi res, ne vem, že sama štartna lista. Ne vem, vsaj lanske državne prvake ali pa podprvake ali pa prve 3 z Ljubljanskega maratona. A je res to tako težko, da je, ne vem, zraven prvih uspe, da se ogreva, ne da morajo tako, kot vsi ostali skakati čez ograjo 10 minut pred štartom in tam zmrzvati. Potem sem se tudi enkrat že malo zapel z organizatorjem Ljubljanskega maratona, pa nisem prišel do konca. No. Sem pač jaz obupu, ker sem videl, na kakšen način je, kako ni Scott v bistvu hotel upraviti z mano in sem ga rajš, pa sem videl, da je brez veze. Tudi Šaubah, ne, primer, ne, je bil tudi čas tretji na državnemu, mu je pisal glede štartnih blokov, ne, da bi mogoče pa res tistih par med maratoncev v Sloveniji, ki laufa med 2:30 pa 2:45, ki jih spet ni toliko, da bi pa le dal nekje v prve bokse, ne, ampak temu se bo naredilo. No, mislim, da se je vsaj v toliko spremenila ta scena, da se zdaj tekači, ko je državno prvenstvo v maratonu, lahko prek klubov prijavijo in so leti prijavljeni tekači pol v prvem boksu z elitnimi tekači, če se ne motim. Vsaj v toliko je šlo naprej. Če tole posluša kakšen od funkcionarjev, naj si bo, rekel, z vrha slovenske atletike ali pa z rekreativnih tekmovanj, morda še kakšna replika sledi, ima kakšen premik. No, zdaj sem se spomnil, ko si govoril, morda imaš tudi kakšnega kritika pri tej svoji kritiki, kakšen od starejših, ko si rekel, tekači iz penziona, kakšen od starejših tekačev tistih generacije v 80-ih, ko so tekli, znajo reči, ja, teli mladci danes samo jamrajo, mi smo takrat hodili na šiht, po možnosti seveda kakšno težko fizično delo v kakšni železarni, popoldne smo laufali, za konc tedna smo pa šli čez mejo, pa smo 10 cepali za 29 minut. Te mladci danes imajo pa polne riti vsega, pa niti po 30 ne morejo več. Ampak, po drugi strani so imeli pa takrat toliko možnosti, da so za vikende hodili čez mejo nekam laufati in zato tudi dobro zaslužili teh možnosti. Danes praktično sploh ni. Takrat je imela vsaka uličarka, ne vem, v Avstriji, po Italiji, kar bogat denarni sklad. Kako bi odgovoril kakšnemu takemu, bom rekel, moče še aktivnemu danes rekreativcu, nekdaj atletu, ki se priduša na ta način? Ja, v bistvu je res, ne. To je vse res podariti, da so oni verjetno delali, ne vem, 7 do 3 ali pa celo od 6 do 2 popoldne. Ne. Zdaj se službe mogoče mečkaj drugačne, kot so bilo včasih, kar se tega tiče. Je pa mogoče še eden zelo dober tekač, da je v bistvu in v težki službi, se pa je zelo dober v teku. To je pa Miran Cvet, ne, res kapo dol. Mislim, da je zdaj že čez 50 star. Delal v steklarni Hrastnik in nas mularijo šola še zmeraj, tako da... Posebej v Klanc, če se ne motim, ne? Posebej v Klanc je tako živalski. Ja, pa tudi na polovički mislim, da je že imel 1:10 ali nekaj takega. 1:10. Tako da mislim, da je kar vse posod je stropen. No, tudi to vse skupaj polni strte zvito. Mogoče pa rabimo manj pisarniškega. Je pa veliko več motečih dejavnikov. Ne. Pa razni televizije, pa tabelce, pa Facebook. Ne. Tega včasih pač ni bilo. Ne. Pa je pa tudi hrana je bila verjetno precej bolj naravna in precej bolj bogata z minerali, vitamini in tako naprej. Ne. In sami mi hranili na splošno. Ne. Reče, na klobaso pa na Zasko smo šli pravi, ja, najbrž. Ne. Še malo pohecala. No, dejva še reči, ko si govoril o koroni, sem se spomnil, da si mi razlagal, da so te službi zdaj začeli klicati s prav posebnim nadimkom, namreč, to zanimivo za gledalce in poslušalce, leto dni nazaj, točno leto preden si zbolel, si bil na Kitajskem, na vojaških igrah, a je tako, na maratonu? Svetovne vojaške igre, ja. Na svetovnih vojaških igrah, kje na Kitajskem si bil, povej? To bo zanimivo. Ja, bili smo točno v mestu Wuhan, ne, kjer se je v bistvu pol izkazali, da je bil izvor virusa COVID-19. Ne. Leto dni nazaj. Ne.
Neverjetno. Najprej žontar, potem pa korona. Ja, tako. Zdaj pa povej, kam boš v drug let, da vemo, kje bo naslednja epidemija. Ne hecam te. Se pravi, kličejo te, menda te kličejo pacient 0, a je tako? Ja, sodelavci me hecajo, da sem bil jaz tisti, pacient 0, ker je to vse začel pol naprej širiti po svetu. Tako da, radi se mi prvoše na ta način. Važen, da je trenutni skor žontra proti koroni gladko 1-0 po podaljških. Za zaključek zdaj govoriva že čist predolg, ampak vsem te moram še vprašati, kaj je še na tvoji bucket listi med tekaškimi, bom rekel, ali tekmami, ali dosežki, kaj bi še rad dosegel, poleg tega, kar sva že povedala? Ja, mogoče res enkrat odlaufaš Špartapon, to sva že rekla. Tekel bi tudi mogoče še kakšne 100 mil Istre. Pol je tudi Cortina, dvodnevna. Pa verjetno še kar nekih takih daljših trail, večdnevnih tekmovanj. Tako da, ampak pustimo čas, ne bomo se šli zdaj preveč v prihodnost. Ko bo prišel do tega, če bo prišel, pač bo sem tega lotil. Pa maraton po 2,5, to sem jaz dodal. Ja. Dobro, right. Kater dosežek ti je najbolj ostal v spominu ali pa tekma, dirka, dogodivščina tekaška? Kar ti pade na pamet? Po moje bi bil kar Berlin, ta prav. Tam smo ga kar res. 2013. Tisti Berlin, pa mogoče istrski maraton. Ne vem, ta prvi istrski maraton. Prišel sem v bistvu čist sproščen, nisem niti vedel, koliko sem hiter, ker pač tam ni bilo na kilometru znak, ali pa mislim, da so zelo bile, ampak je nerealno zreda, ker je bil gor dol, hrib, levo, desno. In pol pač nekako je kar šlo. Dva zelo lepa spomina. Ja, ker sem rekel, ker govorim 4-kratnim prvakom istrskega maratona, sem si nadel prav to majico, tep na čast. Daj mi še povej, imaš kakšnega zornika tekaškega, kakšnega atleta, po katerem si se zgledoval, ki ti je navdihoval? V bistvu, če zdaj malo pomislim, po moje, da bi bil še najbolj tak primeren Haile Gebrselassie. On je dejansko res atlet stare šole. V bistvu je šel cel spektr tekmovanja imel česa. In v bistvu tudi rekorde svetovne, ampak kljub temu je ostal skromen, priljuden, tako da ni pač res skromen, pa deloven človek. Nekako. Lepa. Tak, ko bi rekel, ta pa res ta pravi tekač. Lepa, no. Mogoče ga enkrat povabim v tale podcast, pa mu povem, da ga je sam veliki Aleš Žontar vzel v misel, siguren se mu bo tudi dobro zdel, konc koncev. Deva, če zaključil misel, Aleš Žontar, kakšen je pa tvoj tekaški moto? Kaj bi položil na srce vsem rekreativcev tam zunaj, ki te z veseljem spremljajo, ki se ob tebi navdihujejo, daj jim povej še kakšno stvar, da bodo še raje šli jutri recimo odlaufati kakšen kilometer ali pa 2. Ja, predvsem, da ne uživajo v teku, da ne se ne obremenjujejo skozi časom, pa z uro, pa kilometri, ampak da ne grejo samo v naravo, pa ne tečejo. Vse lahko vklopi uro na štartu, pa je na konci sklopi, da vmes gleda, pa koliko imam pa višinca, pa kakšen je pa tempo, a sem dosti prelaufal, sem premalo prelaufal. Ne grejo ven, pa ne uživajo. Res v naravi, ne si malo gledujejo poti, ne da sam gleda pod noge, pa na polno nažigajo. Pa sam stremeti, ne smejo skozi stremeti napredko. Treba je uživati. A ste slišali? Spoštovani in spoštovane, Aleš Žontar vam sporoča, da v teku večkrat uživajte, pa manj trpite. Aleš, kaj ne rečem? Mi da bomo na vezi naslednjič, ko boš prijavljen za Šparto, se spet slišava, pa takole dobiva. Ja. Še ne prej. Na vsak način ti želim, da se iz te pokoronske situacije čim prej izvlečeš, da si spet v polni formi, da se pomladi, ko se tekme vrnejo, morda celo istrski maraton, spet pojaviš na štartu in te počakamo kot prvega v cilju. Hvala ti danes za čas. Hvala tebi za povabilo. Ampak, da ne pozabim, jutri je Martinovo in prav je, ker so oba ljubitelja žlahtnih pijač, da tudi nazdraviva. Jodi. A imaš letošnjega? Ne, nimaš.
Ne, tale je pa lani bil pridobljen na Hrvaškem, na teku Istrian Weinran, tako da dali so me za zmago so me dali na tehtnico, pa na eno stran so nalagali vino, na drugi strani na deski sem pa jaz stal in dokler se ni prevagali, toliko časa so nalagali. In je prišel pač eden od teh hrvaških organizatorjev je prišel do mene po ene 4. ali 5. škatli, pa je potipal po žepih, če imam kaj not, je rekel pa, koliko je ovaj Aleš danes pojel. Pač nisem bil tako kaneža morolek, so zelo hitro nehali nalagati škatle. Spoštovani in spoštovane, toliko, da veste, če boste še kdaj na istrski vinski tek, pa boste zmagali, veste, kaj morate pred tem narediti. Aleš, na zdravje, v vseh pogledih, dober tek, se vidimo ob priliki. Srečno, živijo, hvala. Živijo. Čau. Odličen pogovor je bil tole, če je bil všeč tudi vam, delite ga, všečkajte, naročite se na kanal na YouTubeu, prisluhnite podcastu tudi na iTunesih, na Google podcastu, na Spotify. Vabljeni tudi k donaciji, da tale naš kanal naredimo še bolj tehnično dovršen. Hvala za pozornost. V kratkem se spet vidimo, imam spet zanimivega gosta. Če imate kakšne predloge, vprašanja morda, dobromerne nasvete ali kritike, napišite jih v komentarje, pišite mi na zasebno sporočilo, bom z veseljem prebral vse, tudi odgovoril do vprašanja v naslednjih epizodah. Do takrat pa ostanite zdravi, dobro trenirajte, zdrav in dober tek, se vidimo.